slišali gore, ki se tresejo, oceane, ki rovijo. Ljudje pojejo o Jezusu. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ, the saving one. Še izgubljeni pojejo o Jezusu. But we can see that God, you're moving a mighty river through the nations, and young and old will turn to Jesus. Fling wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Open up the doors and let the music play. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope and songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Verse 1, did you feel the mountains? Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ, the saving one. Yeah! And we can see that God, you're moving a mighty river through the nations, and young and old will turn to Jesus. Come on! Fling wide you heavenly gates, prepare the way, the risen Lord. Open the doors. Open up the doors and let the music play. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope and songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Feel the darkness tremble when all the saints join in one song, and all the streams flow as one river to wash away our brokenness. Ali čutiš, kako se tema trese, ko vsi svetniki v enem glasu slavijo, ko kot reka teče tvoja slava, da opere in popravi našo zlomljenost. Do you feel the darkness tremble when all the saints join in one song, and all the streams flow as one river to wash away our brokenness? Yeah! And
mighty river through the nations, and young and old will turn to Jesus. Fling wide you heavenly gates, prepare the way, the risen Lord. Hvala ti za križ, ki si ga nosil, in za tvojo gor prelito kri. Vzel si nase težo mojih grehov in žrtvoval življenje, da živim. Hvala ti za križ, ki si ga nosil, in za tvojo gor prelito kri. Vzel si nase težo mojih grehov in žrtvoval življenje, da živim. Zdaj nič me ne loči od tebe, rešitelj duše moj. Nič me ne loči od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti.
si kralj. Hvala za ljubezen tvojo večjo, zdaj ljubimo lahko te nazaj. Zdaj ljubimo lahko te nazaj. Zdaj nič mene loči od tebe, rešitev duše moj. Nič mene loči od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti. You make all things new. Jesus, you make all things new. Jesus, you make all things new. Kličeš me v neznani svet, kjer tvegam vse. Skrivnostno tam s teboj se snidem, poveri nam, na novih stojim. Zazrem se čez globine vse. Kličem Jezus tvoje ime, ko morje vzklopi, objem
rastu obilju, zmogočno roko vodiš me, kjer pešam in me strah preplavlja, si trden ti in me ne izpustiš. Daš mi moje srce in kličem Jezus tvoje ime, ko morje vzkipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker v tebi sem. Meni ti. Vodi duh me naj zaupam neomajno, naj po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nadse predstave moje in pomagaj mi ob sebi verovate utrditi. Vodi duh me naj zaupam neomajno, po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nadse predstave moje, pomagaj mi ob sebi verovate utrditi. Kličeš me, nastani svet, ker tvegam vse. Skrivnostno tam s teboj zasnedem, po veri na novih stojim. Zmogočno roko vodiš me, kjer pešam in me strah preplavlja, si trden ti, me ne izpustiš. Zvem se čez globine vse, kličem Jezus tvoje ime, ko morje vzkipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker v tebi sem. Meni ti. Objem tvoj dušo mi umiri, ker v tebi sem.
Neboj se
na svoj razum. Moje življenje leži v rokah Stvaritelja nebes in zemlje. I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the Maker of heaven. And I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the Maker of heaven. And I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. And I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. And I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the Maker of heaven. And I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I give it all. And I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. And I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my Raise your hands up in Dignite surrender. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide. I will climb. And I will Preplezal bom to goro z razprtimi rokami. wide open. I will climb this mountain with my hands. Nothing I hold on to. Nothing I hold on to. There's nothing I hold on to. There's nothing I hold on to. There's nothing I hold on to. Nič ne držim v mojih rokah. Sedam tebi, Bog. Zaupam, da boš naredil nekaj čudovitega iz tega. Whichever mountain you're climbing this week, Kjerokoli goro morate preplezati ta teden. can you trust it to God's hands? A lahko zaupate Bogu to? The Maker of heaven and earth, is He trustworthy? Bog je ustvaril nebo in zemljo, a je On vreden zaupanja? Or are you holding on to your problem, Ali ti držiš svoj problem trying to figure it out all by yourself? in poskušaš ugotoviti sam, kako ga boš rešil? We weren't designed to be independent beings. Nismo bili ustvarjeni, da smo samostojni v tem, sami v tem. We were designed to be dependent on our loving God. Ustvarjeni smo, da se zanašamo na našega ljubečega Boga. If you have something you want to let go of, Če imaš kaj, kar bi rad spustil, just as we sing this again,
Raise your hands and just let go of it as a symbol of surrender. Še enkrat dvignemo roke in to je I give it all to you, God. I surrender. in reči, jaz to vse predajam tebi zdaj, Bog. Predam se, predajam ti vse. I give it all to you, God. Trusting that you'll make something beautiful out of me. Vse ti predam, Bog. I give it all to you, God. Trusting that you'll make something beautiful out of me. In zaupam ti, da boš nekaj čudovitega naredil iz tega. Give it all to you. Vse mu predaj. I need you, God. Potrebujem te. Need you, Jesus. Potrebujem te, Jezus. I need your Holy Spirit. Potrebujem te, Sveti Duh. Alive in my life. Ti si luč mojega življenja. I open up myself to you, God. Odprem se tebi. Open my hands to you, God. Tvoje srce ti odprem. Svoje roke. Vse svoje življenje ti predam. I lean not on my own understanding. Ne zanašam se na svoj razum. My life is in the hands of the maker of heaven. Yeah. I lean not on my own understanding. Moje življenje leži v tvojih rokah. I give it all to you, God. Trusting that you'll make something beautiful out of me. Vse ti predam. And I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will Preplezal bom to goro. climb this mountain. Z razprtimi rokami. Come on, hey! We'll climb
That's my presence, say the Lord. To je moja prisotnost, pravi That's my Gospod. presence, say the Lord. To je moja prisotnost, pravi. In my presence there are joy. Moja prisotnost In my presence there are hope. je upanje. You're not here as a coincidence. To ni na ključje, da ste tukaj. You're not here as a coincidence. You choose the best place to be tonight. There are no better program today. Let's hear. Božjega programa, da You're in the best place to be. najboljši kraj. Can you put your hands in your hearts? No. Lahko roke date na svoje srce. Jesus. Jesus, we heal every pain in this house, this heart. Jesus. Jezus zdravi vsako bolečino v tem srcu. We heal every pain in his heart. Vse zdrav, kar je v tem srcu. Todos los dolores se van ahora. Vsaka bolečina odide zdaj. Todas las desilusiones se van ahora. Vsako razočaranje gre zdaj. Ponemos todo en tu presencia, Señor. Vse polagamo v tvojo prisotnost. Bog. Este es el mejor lugar para estar. To je najboljši kraj, kjer smo lahko. Ponemos nuestras vidas, nuestros sueños Naše življenje, naše sanje en tus polagamo manos v tvoje roke. para que hagas tu voluntad. Ti narediš tvojo voljo. Nuestro futuro, el futuro de esta nación. Naša prihodnost, prihodnost tega naroda, Ponemos el gobierno de esta nación en tus manos, Señor. vlado tega naroda, polagamo v tvoje roke, Bog. Las decisiones que van a impactar esta nación. Odločitve, ki lahko Las dobro decisiones vplivajo na ta narod. que van a cambiar vidas. Odločitve, ki Te bodo pedimos que spremenile življenje. tengas el control de todo, Señor. Vzem ti oblast nad vsem, bod ti v kontroli vsega. Pedimos por nuestros amigos, nuestros vecinos. Prosimo te za naše prijatelje, za naše sosede, Pedimos por las personas que están en el hospital ahora, za ljudi, ki so zdaj v bolnici, personas que están enfermas, za tiste, ki so para que bolni, sean sanadas, da so zdravljeni, sanadas, zdravljeni. en nombre de Jesús, V imenu Jezus, sanadas para gloria de tu nombre, Señor. zdravljeni, za slavo tvojega imena. Si hay algo en nos, Señor, que necesita ser cambiado hoy, Karkoli je danes v nas, ki naj bi bilo spremenjeno, nos rendemos a ti, Señor. predamo to tebi, Nos rendemos tu presencia, Señor, predajamo se para tvoja que prisotnost, haga tu voluntad, naj se tvoja volja zgodi, para que cambies nuestros pensamientos da se spremenijo naše y misli, traga pensamientos de paz, prines misli o miru, pensamientos de amor, Señor. misli o ljubezni. Nos repreendemos ahora todo pensamiento de muerte. Vsako razmišljanje o smrti, zdaj v tem Repreendemos en trenutku, nombre de Jesús. zasežemo v imenu Jezusa. Todo que viene para la desgracia, nos repreendemos ahora en nombre de Jesús. Vse, kar nima dobrega imena, vse to zvežemo zdaj v imenu Jezusa. Everything the devil try against your life, we just say, we command devil, just go away in Jesus' name. Vse, kar sovražnik, kar hudič hoče narediti proti tvojemu življenju, zdaj pravimo hudič, pejt stran v imenu He's Jezusa. bringing life. He's bringing life Naše življenje, veselje, radost, because he's God of joy. ker on je Bog radosti, He's God of love. on je Bog ljubezni. We put everything in your hands, Lord. Vse damo v tvoje roke, Deserves everything we do tonight. vse, kar bomo danes naredili, It's not for man, it's for ni you. za ljudi, ampak je za tebe. That's an offering to you, God, Vse je za tebe, Bog. to say how amazing you are. Hočemo ti reči, kako si čudovit, In Jesus' name. v imenu Jezusa. Can you say hallelujah? Ko rečete aleluja, That's a really powerful word.
Hallelujah. Mogočna beseda, aleluja. We glorify His name when we say this. Kujemo njegovo ime, ko to rečemo. People think it's amen is more powerful than hallelujah. Ljudje pravijo, amen je bolj mogočno kot aleluja. But when you say hallelujah, Ampak če rečeš aleluja, you are just say how great He is. rečeš, kako velik je. And He has the better choice for us. Have a better choice for us. Amen. On ima boljše možnosti, boljše odločitve. Welcome, family, Dobrodošla družina. or your family. We are here. Družina. Tukaj smo. Amen. Amen. Ena beseda tako direkt iz slavljenja dol se spustila, mi pa sem rekel, da jo bom podelil, da ne vsem zame. Tako, zaslišal sem tako ruvenje leva, ne. In tako dobro se mi zdelo, ne. Blessing and honor, glory and power belong to you. Yeah. Now sabemos más uno de los otros, né? Zdaj nekaj več vemo eni od drugih, a je tako? Belong to you, belong to you. Blessing and honor, glory and power belong to you. ¿Cuántos están acá esta noche para ser bendecidos? Koliko se sem zato prišel, da boste ¿Cuántos blagosloveni? esperan oír siempre alguna cosa de la parte del Señor? Koliko izmed vas nekaj pričakuje danes, da boste prejeli od Boga? Todos nosotros, ¿no? A vsi, ja? Quiero te decir que esta noche Ta večer va a cambiar tu vida. se bo življenje spremenilo, to je spravljeno. Tu vida va a cambiar hoy. Tvoje življenje se bo spremenilo danes. ¿Tienes fe de eso? A verjameš to? ¿Crees en eso? A verjameš? Porque hoy hay algo que el Señor quiere hablar contigo. Tukaj danes bi Bog rad nekaj stal gor. Y Él te eligió para estar acá hoy para hablar sobre eso. In prav zato sem danes tukaj, da bi o tem govoril. Ahora nos vamos a hacer las ofrendas Zdaj bomo pobrali nabirko. y queremos te decir para que sientas confortable de hacerlo. Hočem samo, da se počutiš dobro v zvezi s tem, ob tem. Yeah, be comfortable to do whatever is in your heart. Naredi to, kar je v tvojem srcu. If you're a guest, if you're the first time here, Če si gost, pa prvič tukaj, I will explain you you're not obligatory to give ni nothing. nabirka, ni nekaj obveznega. You can do this if you want. Lahko to narediš, če hočeš. We are offering the way that we show God that we love Him and we also take care of His house. Z daritvami pokažemo Bogu, da ga ljubimo na način in skrbimo za njegovo hišo. I like to look at John 3:16, V Janezu 3:16, če pogledamo, when say God give His own Son pravi, da je Bog dal svojega lastnega sina for us. za nas. He give His best. Svoje najboljše dal. He give His Son for us. Svojega sina dal za nas. That we serve one God who like to give the best. In služimo Bogu, ki rad da najboljše. So He gives His own Son for us. In svojega lastnega sina da za nas. So once one friend told me, like, I never heard the Holy Spirit voice. I never heard that. En prijatelj mi je enkrat rekel, nisem še nikoli slišal glas Svetega Duha. I didn't know how God's voice is. Ne vem sploh, kako zveniš Božji glas. Say, I never heard that. He said, I never heard Ja, to that. je rekel, pač nisem And I nikoli said, tega yes, slišal. of course you heard. Jaz sem mu rekel, seveda si slišal. How do you know that? In kako veš, je rekel, It's in the offering time. zato ker je čas daritve. Because when you give, we will give in the offering. Ko bomo dali, There are two daritev, voices in your mind. boste dva glasova. One voice is God's mislih. voice, say, do the best. En glas bo Božji bo rekel, da je najboljši. Do the best what you can. Naredi najboljši, kar And lahko. another one is the devil's voice to say, Drugi pa bo just give demonski glas. less. They don't need Pa bo that. rekel, saj ne rabijo, nič treba. There are these Čim two manj. voices. Ma, So I'm sure you heard God's voice. Siguren boste dva glasova in zato sem siguren, da So si let's Božji give glas in Jesus' sliši. name. In dajmo zdaj nabirko narediti v Jezusovo imenu. So, Pastor Clemmy now. Oh, haleluja.
Wow, kakšno slavljenje. V prvi citat, Luka 19:13. Jezus je rekel, jaz odhajam, ampak vi okupirajte, dokler se ne vrnem nazaj. Usvajajte teren, dokler se ne vrnem, haleluja. A si pripravljen usvojiti več teritorijev v svojem življenju, haleluja. A si pripravljen za večji prodor, haleluja. A si pripravljen sprejeti več, haleluja, kakor si živel do zdaj, haleluja. Recimo mu se, ti še nič nisi videl. Cerkev, Bog ima toliko več za nas, haleluja. Jaz vam povem, jaz ponovadi pridem na ful v ljubezni pa v milosti in to je glavna tema celega svetega pisma. Amen. Bog je toliko ljubil svet. Ampak Bog, cerkev, on je preveč investiral v nas, da bi nas pustil zdaj, da imamo napačen fokus. On je toliko veliko investiral, mi pa toliko malo sprejmemo od tega. Bog je toliko bogat v blagoslovih, v milosti, v prosperiteti, v zdravju, v uspehu, v Božji prisotnosti, v Božji slavi. On je toliko veliko izlil vate in vame, mi da pa toliko malo sprejmemo. In to ni v redu, mi da mora biti polna Božje slave. Mi mora tako izgledati, kot Bog, haleluja. Amen. Če kdo pravi, da ne verjame v Jezusa, je dosti samo, da se pol ure z nama druži, pa se mora spreobrniti, haleluja. Tudi če se ne spreobrne, vsaj mora vedeti, da je nekaj na tem, haleluja. Mora reči, če je res mi nekaj srce razbil, haleluja. Ko sem s tabo pil kavo, haleluja. Jaz nikoli ne pozabil, ko sem svojega sošolca, v bistvu še iz vrtca sva bila skupaj. Takrat si prav sva, ne vem, ko ste mu reči, ko ste dva skupaj v vrtcu, haleluja. In pa, ker so bila še Cicibana skupaj, bravo samo je. Najprej so bila Cicibana, pa so bila pionirja v komunistični partiji in vse živo. In pa sem se jaz preobrnil, on me je pa ful nadrl. Jaz sem z njim zadnjo flašo vina spil v življenju. Pa več nisem rabil, haleluja. Zdaj, če spijem en kozarček, če je dober kosil, drugače pa nikoli ne spil flaše vina, ko bom zgubil svetega duha, bom poln alkohola, adijo sveti duh. Sveto pismo prav, ne se opijanec z vinom, v čemer je znanost, ampak izpolnjujte se svetim duhom. Amen? Se pravi, Bog ti hoče, da toliko več kot vino, haleluja. Razumeš, če se ti opijaneš z vinom, ti pojma nimaš v svetem duhu, haleluja. Če ti rabaš pivo, da se boš imel fajn, ti pojma nimaš, kdo je sveti duh, haleluja. Če misliš, da rabaš eno novo tableto, eno novo drogo, ti pojma nimaš, kdo je sveti duh, haleluja. Sveti duh je original, haleluja. Če misliš, da rabaš ful večjo plačo, pa boljši avto, pa lepši telefon, pa en ful dober božični daril, ti pojma nimaš, kdo je sveti duh. Sveti duh je ful več od vsega tega, cerkev. Ful več, haleluja. On te hoče toliko napolniti, da boš letel danes, da ne boš hodil domov, da boš letel domov, haleluja. Govorim metaforično. No, slučajno kdo čez okno skočil, tako je en brat hotel zadnjič, kakšen let nazaj, sem ga komaj ustavila. Govorim v duhu, amen. Ti moraš vedeti, da ti si duhovno bitje. Krava, pa pes, pa mačka so telesno, duševna bitja. Imajo telo, imajo dušo. Dušo je intelekt, emocije, volja. Ampak ti imaš še duha. To je pa čist drugače. Zato piše, da si ustvarjen po Božji podobi. Ti si duhovno bitje in v tebi note en vakuum, ki ga samo Jezus lahko napolni. Ko Adam pa Eva sta bila eno z Bogom, skupaj so se družili, ful so se imeli the best. In pa sta se odločila, da ne bosta živela z Bogom, da bo ta sama se odločila, kaj je dobro, kaj je slabo in tako naprej. In pol je Jezus plačal ceno, ker kazen za greh je smrt. Nekdo je mogel preliti kri, ker Bog je pravičen Bog. On te ljubi, ampak on ne more kar reči, ja, vse če si kradel, vse. Ni vse, nekdo mora to plačati. En ljudje ful kradajo, ker ne vejo, da so oškodovali to osebo, ki so ukradili. Oni samo mislili, kako bojo oni imeli več, če nekomu ukradajo. Ti moraš vedeti, da si ful prizadel onega, ki si mu ukradil. To je ful narobe. In nekdo mora to plačati. Nekdo je delal za to, kar si ti ukradil. In tako smo mi, vsi smo zgrešili. Noben ni pravičen, vsak je šel na svojo pot, vsi smo dali sebe na prvo mesto, vsi smo se že rodili ful sebični, ful moje igrača, moje stvari. In nekdo je plačal ceno. To je pa tvoj nebeški oče. On te ima tokrat, da je dal svojega edinorojenega sina zate, haleluja.
edino rojenega sina, haleluja. Jaz sem bil toliko vesel, ko se mi je sin rodil, da sem njegove roke dal na svojo majico, haleluja. To so njegove roke, haleluja. Sem njegove roke, haleluja. Jaz sem ful ponosen hodil s to majico, zdaj sem jo glih najdel, ko sem sam doma, ko sem šel po enem mesecu, ko sem sam doma malo hišo pucati. Neko poplavo sem doma ustvaril, ker mi ni bilo 2 tedna dol v kuhinji, sem pa pipo pustil odprto. Tako da, ja, haleluja. Tako da zgleda zame je Božja volja, da sem poročen, haleluja. Če ne bi vse uničil doma. Ampak Bog, on nosi tvoje roke, haleluja. On ima tvojo sliko v svoji denarnici, haleluja. Jaz imam v svojem tošlu sliko od moje družine, haleluja. Gor je moja žena, 2 sina, pa jaz smo gor. Vsakič, ko tošlo odprem, vidim sliko moje družine, haleluja. Ampak Bog ima pa tvojo sliko v svoji denarnici in na hladilniku in posod, haleluja. On, ko mi čaka, ko se zjutraj zbudiš, da te bo objel, haleluja. Ti pa sam razmišljaš, kako si boš čim prej frizuro naštimal, ko ti v njih lase narobe štalijo. In pa si vas živčen, ko ne veš, kakšen dan boš imel. Ampak Bog ima toliko več, cerkev. In danes, jaz bi rad, da nekaj priroškega danes se zgodi v tvojem življenju, haleluja. Jaz bi rad, da se zavedaš, da si duhovno bitje, da Bog te ljubi brezpogojno, neomejeno. On nič nima proti tebi. On ni nezadovoljen s tabo. On se odločil, da ne more živeti brez tebe. Bog ne more živeti brez tebe, haleluja. Jaz vem, da veliko od nas lahko živi brez Boga, ampak on ne more brez nas živeti, haleluja. In povem, če ga mi sprejmemo, haleluja, če mi začnemo z njim živeti, se bomo imeli še mi da best, haleluja. On bo naredil to, kar človek ne more narediti. Usupljive stvari, haleluja. Jaz sem pred koliko desetletji sprejel Jezusa in tisti dan mi je en črnc, ki je molil zame iz Amerike, in rekel, zdaj si vstopil v največjo avanturo svojega življenja. Sem kako največjo? Vse sem že zdaj imel ful avanturo. Jaz sem že pri 20 letih mislil, da sem že vse doživel. In pol je rekel, ti še nič nisi doživel, haleluja. In pol res, cerkev, če dalje večja avantura z Jezusom. In če dalje večja je, haleluja. In jaz bi rad danes, da še več sprejmemo. Jaz verjamem, da ima Bog nekaj zate. Verjamem, da so določene umitve, ki jih hoče razbiti iz tebe, haleluja. Verjamem, da si v določenih kletkah, ki jih on hoče zlom danes, haleluja. In danes sploh ne mene poslušati, pozab nami, haleluja. Čist pozab, sploh da si nekje v Mostah, ali kje smo, sploh ne vem. Ampak sam fokusiri se na tebe pa Jezusa. Fokusiri se, da je danes tvoj čas, da Bog nekaj naredi v tvojem življenju, haleluja. Amen? Pa se imamo lahko spet fajn, pa gremo, ne vem, jesti pico ali karkoli. Ampak dajmo se zdaj ful fokusirati, da Bog nekaj fantastičnega naredi v duhu danes. Ker moraš vedeti, najprej duhovni svet, pol in naravni. Najprej ti odločitev v srcu, pa se manifestira v naravnem svetu, haleluja. In zato bi rad, da si pogledamo 2. Kraljev 13. poglavje. Zadnjič sem šel pomagati našemu bratu v Zagreb, ker se je začela nova cerkev tam prejšnji mesec. In sem v nedeljo imel Boštjan tukaj, sem slišal, da je bilo ful dobro, sam niste snemali, sem dal en star posnetek gor na YouTube. Ampak, ko sem šel v Zagreb, jaz sem bil že pripravljen v soboto, kaj bom govoril, in sem mu že poslal, da bo vedel. In pa sem se ob 4 zjutraj zbudil, ker jaz se nikoli ne zbudim ob 4. Jaz pa ne vem, kakšen je svet ob 4 zjutraj. In sem dobil besedo, ki verjamem, da je za ta let, da je za nas zdaj, da jo sprejmemo, haleluja. In to je iz 2. Kraljev 13, 14. vrstica. Haleluja. Elizej pa je zbolel za svojo boleznjo, za katero je tudi umrl. In Joas, kralj Izraelov, pride doli k njemu in joče nad njim, te reče, oče moj, vozovi Izraelovi in jezdeci njegovi. In Elizej mu reče, prinesi lok in strelice, in mu prinese lok in puščice. In Elizej veli kralju Izraelovim, napni lok svojo roko in ga napne svojo ročno, Elizej pa dene roke svoje na roke kraljeve. In reče, odpri okno proti vzhodu in ga odpre. Tedaj veli Elizej, streljaj.
in izstreli. On pa reče, puščica zmage od Gospoda, puščica zmage nad Sirijo. Zakaj? Udaril boš Sirce v Efeku, da jih pokončaš. Na to veli, vzemi pšice in jih vzame in veli kralju Izraelovemu. Udaraj ob zemljo in udari 3krat in obstane. Tedaj se razsrdi mož Božji nad njim in reče, moral bi bil udariti 5krat ali 6krat, pa bi bil udaril Sirijo, da bi jo bil pokončal. Sedaj pa boš udaril Sirijo samo 3krat. Ok, to je ozadje zgodbe. Se pravi, Elizej, to je bil, če se spomnite Elija je bil fantastičen prerok. On sploh ni umrl, njega so vozovi prišli odpeljati v nebo in Elizej mu je skozi sledil do konca in je prosil Elijo, Elija je naredil 7 nenormalnih čudežev, izvanzemeljskih čudežev. In Elizej je rekel, daj meni dvojno porcijo tega maziljenja, ki je na tebi, ne pade name. In mu je sledil do konca, vsi drugi, ki je bilo ne koliko 100 prerokov v tej šoli od Elije, ampak Elizej je šel do konca. Noben drug ni šel za Elijo do konca. In pol, ko je Elija šel v nebo, je plašč dol vrgel svoj. In pol je Elizej vzel ta plašč in takoj začel čudež delati. In v bistvu je naredil 14 čudežev. Elija 7, Elizej 14, ni zanimiv. Se pravi, ko se ti stegneš, ko nekaj verjameš, do nas se stegen, da Bog nekaj naredi nadnaravnega v tvojem življenju. Haleluja. In zdaj, Elizej je bil prerok. V stari zavezi je bilo maziljenje na prerokih, kraljih, pa duhovnikih. V novi zavezi je vse to v tebi. Ker kdorkoli sprejme Jezusa za svojega rešitelja, njegov duh se na novo rodi. Ko ti rečeš, jaz verjamem, da si odnesel moje grehe na križ, verjamem, da si vstal od mrtvih, da si zdaj živ. Bod zdaj moj Gospod, ti naenkrat postaneš Božji duhovnik. Jaz sem duhovnik, pa imam otroke in ženo. In tako je prav, ker Sveto pismo pravi, nema vsak škof svojo ženo. Haleluja. Ampak neč povem, duhovnik je vsak, kdor sprejme Jezusa. Zato v Svetem pismu piše, da ni drugega posrednika med Bogom in človekom, razen Jezusa Kristusa. Se pravi, ti, če misliš, da boš enemu človeku priznal svoje grehe in te bo odpuščeno, si se ful zmotil. Ker noben človek ti ne more greha odpuščati. Ker ni noben človek umrl zate. Jezus je umrl zate in vstal od mrtvih. Se pravi, duhovniško maziljenje je v tebi. Prerok, Sveto pismo pravi, kdor je Božji, je v njemu duh preroštva Jezusa, je v tebi. In Jezus je rekel, poslal vam bo Svetega duha in on vas bo vse učil, kar sem vam rekel, in vas bo uvedel v stvari, ki se morajo zgoditi. Vam bo pokazal stvari, ki se bodo zgodile. Sprav, a ni tako, da doskrat si rekel, se mi je Bog to pokazal, pa sem ignoriral. Pa si pa kupil napačen avto, čeprav ti je Bog že vnaprej pokazal, da ta avto ni zate. Recimo, meni se je zgodilo vse živo že. In tako se pol učiš in si rečeš, dobro, majhno ceno sem plačal, haleluja. Ker še vedno sem živ. Amen. Lahko bi umrl, ker nisem poslušal Boga, ker bi me hotel rešiti pred nesrečo in če si ne poslušan, te ne mogo rešiti, ker imaš svobodno voljo. On karkoli ti Bog reče, ti nikoli ne prisilil. Ker hudič te sil, skozi pa ti teži. Bog te pa vab, on te pa z ljubeznijo te spodbuja in pol ti daje svobodno voljo, če hočeš in si lahko sam zbereš življenje ali smrt. Ampak on ti še predlaga v svoji besedi, da si vedno izbereš življenje. Haleluja. Če bo slučajno kdaj v dvomih, kaj je boljše. In kraljevo maziljenje je pa spet na tebi. Ker piše, kdorkoli je v Jezusu, kraljuje v tem svetu. Se pravi, karkoli te je obvladal, ni Božja volja. Ni Božja volja. Tu, če si star... Jaz sem molil za 82-letno gospod, ki je imela in raka in umirala od korone. Sem rekel, ti ne smeš umreti, bolana, ker poznaš Jezusa. Ti moraš uzdraveti, pa lahko umreš. In je še zdaj živa, v četrtek sem je šel obiskati. In ne sem živa, tudi zdrava je, haleluja. In še skupaj sva molila za druge bolnike, haleluja. Amen, to je prava vera, haleluja. In sem rekel, boš imela dosti življenja, pa lahko umreš. Sam Božja volja, da zdrav umreš. Zakaj? Ker kraljuješ v življenju. In Sveto pismo pravi, da smo mi kraljevo duhovništvo. V bistvu boljši prevod piše, da smo kralji in duhovniki. Zato piše, da je Jezus kralj kraljev. Amen? Se pravi, to ne pomeni, da on kraljev v Norveški, pa Danski, pa tako naprej. Ne, on je kralj
tebe, ker ti si kralj, haleluja. Amen? Se pravi, vse, kar je bilo v stari zvezi, prerok, duhovni kralj je zdaj v tebi. V tebi je vsa, Bog je vse investiral v tvojega duha. Ker ti sprejmaš vse, vsa slava, bogatstva je zdaj v tvojem duhu. To pomeni v tvojem srcu. Če bi rad slišal Božji glas, kot je rekel Rodrigo, jaz, ko sem sprejel Jezusa, meni je Jezus direkt govoril, jaz sem živ, kje si pa ti, Klemen? In sem padel dol in sem se spreobrnil, haleluja. In pol sem se nekaj bal in mi je Bog na glas govoril, jaz sem večji od tega problema. In haleluja, sem bil osvobojen. Ampak večinoma slišam Božji glas v svojem srcu, v svojem duhu in ga ne bom slišal, če nisem pozoren. Ga bom preslišal, če sem poln samega sebe, ga nem slišal. Če sem pa mehak v srcu, vodljiv, pa ga bom pa slišal. Pa mi bo pa Bog ful lahko govoril. Če sem zaljubljen v Jezusa, ga bom pa skozi slišal. Če bom pa druge prioritete, ga bom pa težje slišal. In zdaj Elizej, on umira, on je v stari zavezi. Mogoče ni razumel, da mu ni treba biti bolan, ali karkoli, nima sploh to veze. On je od bolezni umiral. In zdaj pride kralj pride do njega in začne jokati. Joj, Božji mož umira, ker kralj je vedel, kralj je vedel, Izrael ne more zmagati brez maziljenja, brez Božje moči. Mi ne bomo mogli Sirije premagati. Mi ne moramo uspeti, če Bog ne bo z nami. Kdo bo zdaj tukaj, če ni Božje prisotnosti? Amen. A ti živiš tako? Probi tako živeti. Haleluja. Jaz dostikrat, ko molim, rečem, Bog, jaz nič ne rabim, samo hočem, da si ti z mano, haleluja. Ker pol bo vse v redu. Če imam njega, imam vse, haleluja. Probi toliko biti lačen Boga, da si rečeš, ne bom niti šel doma, dokler nisem pijan v svetem duhu. Dokler ne prijem v Božjo prisotnost, haleluja. Zgleda enega demona mogel ven izgnati, haleluja. Če nov že sam pobegnil. Danes se bo vse živo dogajalo. Jaz nisem presenečen, haleluja. Jaz sem že videl ljudi plazati se po tleh kakače, haleluja. Ampak to mene ne fascinira. Jaz sem hočem, da si ti danes blagoslovljen, haleluja. Da greš na nov nivo z Bogom, da nikoli več nov še enak, haleluja. Da bo šel domov ful blagoslovljen. Niti nekaj povem, sam kad tle sediš pa poslušaš, Bog dela v zakulisju tvojega življenja, haleluja. Ena stvari se urejo, ti samo svoj srce usmer na njega, haleluja. Sploh ti ni treba razumeti pa vedeti. Važno je samo, da se preklopiš, kolikor veš in znaš, danes na živega Boga, haleluja. Ker on itak ve, kako ti funkcioniraš. On bo s tabo deloval ne glede na to, kaj se v naravnem svetu dogaja. Se pravi, kralj je bil ful prestrašen, ful je bil žalosten. Kako bo zdaj on vodil narod brez preroka? In Elizej, pogledajte tega preroka, namesto da bi še on jamril, on je čist fokusiran v duhu in mu prav, vzem lok in puščice. On sploh ni v svojih problemih razmišljal. Recimo mu sedel, nehaj razmišljati o svojih problemih. Haleluja. Sorry, jaz nisem nobenega loka najdel, ampak to se mi zdi najbolj tako približno enako. Ne razmišljati o svojih problemih, če hočeš iti na nov nivo, haleluja. Ko hudič ti bo skozi obračal pogled, ko gor gledaš na jesen, dol na vse živo, kar nisi dober, kar ti ni uspel, kar ne moreš. Pokaz, da ti bo, koliko imaš umazan pulover in bo rekel, pa le kakšen si. Ne sebe gledati. Ti si bližji Bogu, glede na to, kar je Jezus naredil, ne kaj si ti naredil. Ti sam bod v njemu, sam preklop se na Jezusa, pa si zmagovalec. In prerok prav, vzem lok in puščice in prav streljaj. In on ustreli. A ni to noro, cerkev? Kva ima to veze iz vojaško strategijo dveh narodov, ki sta v vojni, da kralj z lokom čez okno eno puščico ustreli? A ni to neumnost? In pol
kralj vzame lok in mu reče, napni struno, karkoli že je v loku, napni struno in strelja. A ste kdaj tako streljali? Tako streljaš v svoji moči. Tako streljamo brez Boga. Ko vržeš puščico, pa misliš, da boš koga ubil s tem. Cerkev, mi rabimo svetega duha, haleluja, da nam on napne. A je tako? Ti rabiš, ti moraš nekaj narediti, kar ti Bog govori, ampak ni v tvoji moči, haleluja. Ti se moraš nekje pojaviti, da ti Bog da zmago. Ne moreš doma na kavču sedeti, pa misli, da Bog vse naredno ima s tebe. Ti moraš iti v vojno, haleluja. Sam ne se ti boriti. Ti samo vzem lok in pust Bogu, da te mogoče malo nazaj da najprej. Etko, ko lok, puščico ne vržeš naprej, ampak jo daš v bistvu nazaj, etko. Se pravi, ti se moraš malo nazaj držati, haleluja. Amen? Ne smeš se zagnati v svoji ego moči, ampak se moraš malo nazaj potegniti, amen? Jaz nisem samo zavesten, cerkev, jaz sem Bogu zavesten, haleluja. In pol pustiš, da Bog to izstreli ven, ampak jaz nisem Bog in to ne znam, haleluja. Okay. Sem mislil, da bo ful daleč letel. In cerkev, kakšne ima to veze? In pol prav, zdaj pa vzem puščico in tolč po tleh z njo. In on, cerkev, ta kralj je živel za Boga, Jahveja, ampak zraven je imel pa še malike. Ko dost kraljev je bilo tako, z eno nogo v Božjem kraljestvu, z eno nogo so pa delali neumnosti proti Bogu. In ne ti povem, Bog te ima ful rad, ne glede na to, kako živiš. Ampak problem je, če si ti z eno nogo stran od Boga, pol, ko boš najbolj rabil blagoslov, boš nekaj zamočil. In on zdaj bi mogel biti v duhu in razbijati zuno sulico po tleh. Če bi vsaj 5-krat, 6-krat udaril, bi Sirijo za skos premagal. Tako je bil pa mlačen. Mislil se je, dobro, ajde, 1, 2, 3, si daj vesel ali zdaj. 3-krat je nekaj udaril, zdaj se mu je, kva zdaj, ili zdaj najbrž že toliko bolan, da se mu blede. Kva mi zdaj to pomaga po tleh točiti? Hvala, če se bo kdo pol krstil v vodi, imamo vodo tukaj, haleluja. Bomo pa šparil, bomo razmnožili. In on samo 3-krat mlačno nekaj naredi. A razumeš, da je ful avtoriteta, kaj ti narediš v duhu? Amen? Danes bo v duhu. Danes bomo, cerkev, danes boš razbil. Jaz verjamem, da boš danes razbil svojo depresijo, nevero, omejitve. Karkoli te muč, haleluja. Danes probi razbiti nekaj, ko bomo molili skupaj. Veste, kako bomo molili? Vsak bo nekaj v roko prijel, haleluja. Lahko vzameš polnilec za telefon, lahko vzameš kakšen robček, nima veze. Lahko vzameš Biblijo, mene vseeno. Lahko vzameš rokav v djakne. Če imaš dolge lase z lasmi, ta oč pogleda, haleluja. Ampak karkoli imaš, nekaj vzem, haleluja. Ko bomo pol skupaj, bomo zapovedali, da grejo stvari ven iz našega življenja, haleluja. Rad bi, da si fokusiran na eno stvar, če bi zdaj Jezus stal pred tabo, pa bi te vprašal, kaj si najbolj želiš. Ali pa da veš, kje imaš največje probleme, da to danes daš pred njega, haleluja. Dajmo biti danes v duhu, haleluja. Ne biti tako kot kralj, ki je nekaj na pol udaril. In pol cerkev, gledajte, on je 3-krat je udaril in dejansko je potem 3-krat zmagal Sirijo, ampak to ni bilo dost. To je tako, kot da špilaš fuzbal, pa si dal 3 gole, ampak oni so jih dali 6. Pa si izgubil za 3 gole. Nima veze, da si dal 3 gole. Zato bi mogel da 6 golov. Prej, ko mogel bi da 5 ali pa vsaj 6. Ali pa 7, haleluja. Danes ni omejitve, haleluja. Danes udar, verjem Bogu za več, haleluja. Haleluja, ne vem, a sem vas že izgubil, ali ste še z mano, haleluja. Haleluja. Kdo verjame, da se mu bo kaj zgodilo danes, haleluja. A verjameš, haleluja.
Haleluja. Bod kjerkoli si, naredi si oltar tam, ki sediš. Naj bo to tvoj čas z Bogom, haleluja. Kjerkoli si zdaj, haleluja. Bod sam z Bogom zdaj, haleluja. Predstavljaj si, kako izgledaš, če nimaš nobenih omejitev, haleluja. Predstavljaj si, kako izgledaš, če te nič ni strah, da nimaš niti enega strahu, kako izgledaš, ker te čist nič ni strah, haleluja. Predstavljaj si, kako ti izgledaš, kadar te ni sram. Predstavljaj si, kako izgledaš, kadar si ful izpolnjen, kad si ful ljubljen. Predstavljaj si, kako izgledaš, kadar imaš vse talente, kar rabiš, ti ni problem. Predstavljaj si, kako gledaš, ko živiš 100% maksimum tega, kar je Bog dal vate. Predstavljaj si, kako izgledaš, če denar ni problem. Da vse, karkoli imaš vizijo, lahko narediš. Da za tabo stoji sponzor, ko vsako tvojo idejo lahko sponzorira, haleluja. Predstavljaj si sebe, haleluja. Da si eno z Bogom. Te Bog Oče ljubi brezpogojno, da si v njegovem naročju. Da nič nima proti tebi, haleluja. Da je zaljubljen vate, haleluja. Da je tvoj partner. Da te podpira, haleluja. Da vsako bitko lahko zmagaš, v kjerokoli se vključiš. To je evangelij, haleluja. Haleluja. Danes dajmo se dvigati, cerkev. Dajmo se odločiti, da ne bomo odnesli nobene stvari sabo v grob, haleluja. Da karkoli nam je Bog dal, da bomo to živeli, haleluja. Največje bogatstvo na zemlji je na Britofu. Tam so vse nenapisane pesmi, vse neizpolnjene vizije. Vse, kar je Bog investiral v človeka, pa človek ni hotel tega narediti. Ali si pa ni upal, ali pa ni mogel. Dajmo prazni umreti. Dajmo dovolj Bogu, da nas On napne, da smo mi puščica, tako kot prav, nekje prav, mi smo puščice Božje usode, haleluja. Danes verjem Bogu, haleluja, da bo zlomil stvari na tabo, haleluja, ki jih mogoče sploh ne razumeš, haleluja. Mogoče so stvari, ki jih razumeš in se jih moraš upreti. Če te hudič na isto foro skozi dobi, da padaš na iste fore, pol ga danes zlom, haleluja. Danes se mu upri. Hvala ti, Jezus. O, haleluja. Šikara basendere berkindoro borse. Hvala ti, Oče, haleluja. Hvala ti, Oče, haleluja. Šikara basendere berkindere 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 bersendere berkindere berkindere. Berkindere bersindoro berkindere berkindere berkindere. Šikara la basendere berkindere berindere bersendere berkindere berkindere berkindere. Bog ti govori, jaz sem Bog vsega človeštva, a je meni kaj nemogoče. Šikara basendere berkindere bersendere. O, haleluja, verjem danes, haleluja. Verjem, haleluja. V Hebrejcih 11:6 prav, Bogu ne moreš biti drugače všeč kot po veri. In kdorkoli išče Boga, mora verjeti, da ga bo Bog nagradil. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Pa lahko najdeš en predmet, haleluja. Pa preroško danes bomo udarili po svojih problemih. In niti treba govoriti, kakšne probleme imaš, haleluja. Ampak to je med tabo pa Bogom. Ampak prosim vas, če lahko skupaj ostanemo. Now it's time looking for more. In probi nekaj. Jaz se upravičujem, vem, da ne zgleda najbolj kulturno ali pa logično. Ampak nekaj najti, haleluja. Probi biti malo nor za Jezusa, haleluja.
Včasih moraš biti malo nor, da se kaj zgodi, haleluja. Haleluja. Ker prej smo peli pesem, ne zanašaš se na svoje razumevanje ali mišljenje. Udar danes po problemu, haleluja. Haleluja, ste pripravljeni? Jaz bom rekel 1, 2 in pol na 3 udar nekam, sam ne po kakšnemu človeku, lepo prosim, haleluja. Ker naš boj ni proti krvi in mesu, haleluja, amen. Ni proti ljudem, ampak piše, da je proti duhovnim silam, ki nas hoče ustaviti. Haleluja, Jezus. Haleluja, Oče. Haleluja, slava ti, Jezus. Slava ti, Oče. Slava ti, Jezus. Haleluja, mi prihajamo, mi govorimo o vsaki gori. Jezus je rekel, če boš rekel, učenci so rekli, kako je lahko smokva se kar posušila, ko si ji rekel, ko smokva je se bil lačen in je prišel k smokvi in je videl ful liste, ampak nobenega sadu in tako religija zgleda. Ful, vse zgleda v redu, ampak ni sadu, nekaj manjka, sam forma je brez moči. In v 2. Timoteju 3:5 pravi, izogibi se takšnih ljudi, ki so ful religiozni pa brez Božje moči. In Jezus je preklel to drevo, je rekel, naj se posuši, ker nima smisla, da takšno drevo obstaja. In danes cerkev udar po svojem problemu, rečemo, naj se posuši, ne odpade od mene, karkoli ne rojeva sadu, naj se odstrani. In pa so učenci se vrnili nazaj drug dan in so rekli, lej to je, una ful lepa smokva, se je posušila, kako je to možno? In pa je rekel, majte vero Boga, resnično vam povem, kdorkoli, in pa je dvignil na višji nivo, je rekel, kdorkoli bo tej gori rekel, dvigan se in vrš se v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, ampak bo verjel, se mu bo zgodilo to, kar je rekel. Amen. Se pravi, danes ti lahko rečeš svoji gori, da se vrže stran in se bo mogla vrti stran od tebe. Amen. Amen. Meni vse, če si že 100krat prav, pa se ni zgodilo. Danes verjem, haleluja, da je nov dan. Verjem, da sem ti dal besedo od Boga in da jo boš zdaj sprejel in se ti bo zgodilo. Napad vsako bolezen, vsak neuspeh, haleluja. Na čemer ko si bil razočaran, napad. Da ne govorimo o odnosih v družini, napad uničevalca odnosov, haleluja. Ne to povem, tvoj boj ni proti ljudem, ampak proti demonskim silam, ki ljudi dajo enega proti drugemu. In tudi iz to epidemijo in to ful dobro izpeva, kako razdvajati ljudi. Namesto da bi vsi hodili v ljubezni, oni, ki se strinjajo in ne strinjajo z vlado, nima veze. Vsi moramo hoditi, popolnoma v ljubezni, haleluja. Amen. Haleluja! Reč svojemu sosedu, zdaj je tvoj čas. Haleluja, haleluja. Reč svojemu sosedu, Bog te ljubi. Ampak reč drugemu sosedu, ampak preveč te ljubi, da bi te pustil v tvojih problemih. On te hoče odlepati, haleluja. Hoče te dvigati, rešiti, haleluja. Božja beseda pravi, upri se hudiču in bo pobegnil od tebe, haleluja. Haleluja. Look on 1, 2 and then on 3, then you strike with the heavy metal, haleluja. Haleluja, dobili smo lok, to mi je všeč. Haleluja, slavljeni lok, cerkev, zdaj sem videl razveti, haleluja. Ko mi slavimo, sovražnik pobegne, amen. Slovenija je full power. V prvi vrsti, v Izraelu, v prvi vrsti so bili slavilci, ki je en kralj to poštekal. Sam en kralj, Jehosafat, noben drug ni to poštekal, razen Jehosafat. In on je videl full moč v slavljenju in je dal bend v prvo vrsto in pa sploh ni bilo treba nadstreljati, ker je bend toliko slavil Jezusa, da se je sovražnik med sabo postrelil. Haleluja. Dajmo danes svojo puščico vzeti in udar po tleh, po stolu, po čemer hočeš, haleluja. A ima vsak svoj problem, a veš, po čem boš zdaj udaril? Neko omejitev si zberi, nekaj, ki te omejuje, haleluja.
nekaj, ki ti ne da miru. Lahko je tvoja nevera, lahko je tvoja slaba samopodoba. Lahko so obtožbe, ki te hudič obtožuje in napada, haleluja. Lahko so strahovi, lahko je zdravje, lahko so odnosi v družini. Lahko so neodrešeni družinski člani, lahko so finančne težave, haleluja. Lahko vsak mesec imaš, se kumi prebijaš iz meseca v mesec, to ni Božja volja. Božja volja, da si ful blagosloven, da lahko daješ drugim. Da si toliko blagosloven, da ne veš, kaj bi še najdal, haleluja. To je blagoslov, haleluja. O, haleluja, haleluja. Haleluja, ima vsak svoj problem, ko bo zdaj udaril Bog, haleluja. O, hvala ti, Oče. Da ste pripravljeni. 1, 2, 3, haleluja. Stran nevera, haleluja. Stran od nas v imenu Jezusa. Mi lomimo vsako omejitev, haleluja. Mi lomimo vse okove v imenu Jezusa. Mi lomimo vse omejitve v imenu Jezusa. Lomimo vsak dvom, haleluja. Lomimo vsako mlačnost, haleluja. Jaz lomim vsako letargičnost v imenu Jezusa. Lomim vsak kompromis v imenu Jezusa. Lomim vsako dvoličnost v imenu Jezusa. Lomim vsak strah v imenu Jezusa. Lomim strahove v imenu Jezusa. Lomim se slabe samopodobe v imenu Jezusa. Lomim vsako besedo neuspeha. Lomim vsak negativizem v imenu Jezusa. Vsak negativizem stran od mene v imenu Jezusa. Vsaka slaba preroba moje prihodnosti stran v imenu Jezusa. Vsaka negativna beseda za moje življenje umakne se v imenu Jezusa. Umakne se od mene v imenu Jezusa. Vsak poraz umakne se v imenu Jezusa. Vsako negativno razmišljanje umakne se v imenu Jezusa. Vsaka negativna drža umakne se v imenu Jezusa. Vsak duh siromaštva pober se v imenu Jezusa. Odstran se od mene v imenu Jezusa. Pober se v imenu Jezusa. Jaz kličem zmago, haleluja. Zmago v družino, zmago v financih, haleluja. Zmago v moj klic, haleluja. Zmago vse talente, v sodo, haleluja. Vse moje družinske člani, haleluja. Robo sendere berkinda rabaršika, labakaja raba sendo, robo tendere berkinda rabaršika. Kličem zmago v zdravje, haleluja. Zmago vsak del tvojega telesa v imenu Jezusa. Ne se posuši in odpade, haleluja. Vse, ki nas ovira v imenu Jezusa, haleluja. O, haleluja, dajmo napadati premajhno pričakovanje, haleluja. Ful je prekletstvo, če premalo pričakuješ. Pričakuj ful velik, haleluja. Nikoli ne boš zrastel več, kot pričakuješ od Boga. Pričakujemo ful, haleluja. Lomo majhno pričakovanje. Lomo majhno pričakovanje. Lomo majhno pričakovanje v imenu Jezusa. Ti duh nevere, pober se v imenu Jezusa. Pober se v nas, haleluja. Pober se v nas majhno pričakovanje, haleluja. Vsak dvom in nevera odstran se v imenu Jezusa. O, haleluja. Dajmo Jezusu en aplavz, haleluja. In zraven razmišljajo o zmagi. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za zmago, haleluja. Reč mu, hvala ti za zmago. Hvala ti za več. Jaz pričakujem nadnaravne blagoslove. Pričakujem nadnaravne blagoslove, haleluja. Jaz nisem normalen človek, jaz sem Božji človek, haleluja. Jaz sem nadnaraven človek, haleluja. Amen, nehal ste že govoriti, haleluja, sem vas toliko zmaknil, kaj? S to puščico, haleluja. Reči, jaz sem nadnaraven človek. Jaz sem več kot zmagovalec. Jaz sem samo gor in ne dol. Bog se hoče hvaliti s tabo, haleluja. On hoče, da si en poprečen kristjan, haleluja. On hoče, kamorkoli priješ, da se on lahko hvali s tabo, haleluja. Da čim usta odpreš, haleluja. Vse, kar govoriš, je sami blagoslovi, haleluja. Vse nadnaravno Bog deluje, haleluja. Haleluja, slava ti, Isus.
Mogoče je kdo tukaj, da bi rad danes predal svoje življenje Jezusu, da še nikoli se nisi za ta korak odločil, pa čutiš, da je danes tvoj čas. To je pač nadnaravno. Jaz, ko sem Jezusa sprejel, jaz nisem nič razumel. Jaz pa nisem vedel. Jaz sem mislil, da Jezus, moj ime Kristus se piše. Sploh nisem vedel, kaj je to Biblija, križ, to sploh nič nisem razumel. Greh se mi je zdel nekaj dobrega. Sladki greh smo dali na palačinke, eno čokolado. To se mi je zdel vse brez veze. Ampak, ko sem se srečal z Jezusom, sem vedel, da sem nič brez njega, da sem v temi. Čutil sem, da sem ful v temi in da moram priti k njemu, da je on luč. In če danes to čutiš, če bi rad prišel k Jezusu, enostavno nič ne moreš narediti, da bi si to zaslužil. Lahko pa samo verjameš v to, kar je on naredil. In on, iz Svetopisma pravi, če v srcu verjameš, ne v glavi, v srcu verjameš, da ga je Bog obudil od mrtvih in ga z usti sprejmeš za svojega Gospoda, boš odrešen. A je kdo tukaj? Lahko sam dvigneš roko, če bi rad danes predal življenje Jezusu, da še nisi to naredil, pa si danes želiš sprejeti Jezusa. Hočeš mu predati svoje življenje. Lahko sam dvigneš roko danes, če še nisi nikoli sprejela ali pa sprejel Jezusa, lahko danes sprejmeš Jezusa. Mogoče lahko koga, ki zraven tebe se ti vprašaš, če si to želi, haleluja. In bomo pol molili skupaj molitev, kako sprejeti Jezusa. In molitev je pogovor z Bogom in v bistvu mu samo iz srca mu poveš, mu rečeš, Jezus, jaz te rabim. Verjamem, da si ti umrl zame na križu. Jaz te danes sprejemam za svojega Gospoda in rešitelja. Verjamem vate. Jaz sem zdaj Božji otrok. Če si to želiš, lahko priješ naprej, pa bomo skupaj to molili. Rad bi pa kdorkoli, če si še tukaj, pa da rabaš molitev, bom jaz tukaj v tem kotu nekje, bom molil za vsakega, kdo še rab molitev. Rad bi pa, preden greste domov, da še skupaj to pesem zapojemo. Look, can we sing that climbing mountain song? Dajmo še to pesem, kako gremo na goro z dvignenim rokam. Mene je Luka opozoril, ki je alpinist, kako boš hodil z dvignenim rokam. Pač, to samo v cerkvi lahko delaš. Ne tega doma delati. Amen, dajmo skupaj ustati, pa zapojemo to. In ko bo te pesmi konc, lahko greste na kofe, lahko greste domov, kar vam paše. Kdor hoče, pa še da molimo za njega, pa lahko prije naprej tukaj mol za njega. By
predajam tebi, vse predajam tebi, vse predajam tebi, Jezus, vse predajam tebi, vse predajam tebi, vse predajam tebi, Jezus. delaš novo. Ti novo delaš vse. Daruje Jezus je nova stvaritev. Tega naredil nekaj čudovitega. Our prayer is for you to have a blessed week. Naša molitev je, da imate blagoslovljen teden. 1 week of victories. Teden zmag. When you are alone in your job or wherever you go, Ko boste recimo v službah ali pa kjerkoli boste, be delight. se veselite. Make a difference.
Naredite spremembo, because you are God's son and daughter of God. ker ste Božji sinovi in hčere. Have a blessed week. Have a blessed week. Imejte blagoslovljen teden. You can take if you want. We have free books behind you. Zastonj knjige so tam zadaj. If you want to take some for you, or if you're going to give to someone, Ali pa be če free. hoče komu dati, so zastonj. Have a blessed week in Jesus' name. Blagoslovljen teden imejte. Amen. V Jezusovem imenu.